je teden 4. julija in letošnji praznik ima še večji pomen, saj ZDA praznujejo svojo 250. obletnico. In čeprav je letos v ZDA precej politične polarizacije, je 4. julij še vedno praznik namenjen uživanju z družino in prijatelji, ob običajnih ognjemetih in dobrem starem ameriškem soul foodu. In za nas, izseljence tukaj v Izraelu, to draži naše brbončice. Zato smo lačni svojih najljubših dobrot. Zdaj se nam v studiu pridružujeta dva brata, ki pa sta del velike številčne družine. Imamo Fivela in Mendela Oppenheima. So lastnika in soustanovitelja Bodega Burger Tel Aviv. Pozdravljena. Pozdravljena, Emily. Hvala, da ste me povabili. Hvala, da ste tukaj. Najprej pa poglejte, koliko ljubezni je med dvema bratoma, glede na to, da delata skupaj. In vem, da imata še več sorojencev. Kako vama to uspeva? Veš, prav smešno je, da to rečeš. Vse se začne pri starših. V redu, torej imata dobre starše. Pa še kako. Vedno nas vprašajo, kako delamo s svojimi sorojenci. Jaz pa vedno vprašam njih, kako to, da ne delate s svojimi sorojenci. Zaupanje. Delamo skupaj. Vedno si stojimo ob strani in se imamo radi. Tako je. Torej, vi ste odraščali v Izraelu, vaši starši pa so Američani. Kako pomembno je bilo vašim staršem, ko ste odraščali, da se zavedate, da ste Američani in da izkoristite nekatere od teh praznikov? Ja, kot otroci smo vedno hodili domov, k starim staršem in jih obiskovali. In mojim staršem je bilo pomembno, da imamo odnos z njihovimi starši. Tako smo vsako poletje hodili tja in uživali v vsem tem. Če gre za vse tiste burgerje in pomfri ter vso raznolikost, potem pa še vse tiste klasične ameriške kraje. Ja. In vsakič, ko sva potovala sem in tja, sva si res želela tiste nostalgične okuse nazaj doma v Izraelu. In jih preprosto nisva mogla najti. Zato sva ugotovila, da jih bova morala pripeljati sem. Vem, to je ena stvar, ki je tukaj preprosto ne znajo narediti prav. Mislim, brez zamere do te države, ampak kot Američanka je to ena mojih največjih frustracij. Ne znajo narediti pravih žemljic, ne znajo narediti pravih krofov. Hot dogi, veš, očitno tukaj ne boš dobila tistih govejih hrenovk, ki jih doma dobiš tako enostavno. Zato razloži, kaj si prinesla sem. Ja. Moram ti povedati, tako sem vesel, da si rekla, da ne moreš, ker zdaj lahko. Zdaj pa lahko, draga. Lahko dobiš prave žemelce, prave 100% goveje hrenovke. Mi to naredimo prav, to ni navadna kumarica, to je kisla kumarica. Torej, ne zafrkavamo se in delamo to, v kar verjamemo. In to je, da imamo pravo ameriško hrano. Pravo. In kaj je ključ? S tem Ja. prav tako nam je zelo pomembno, da lahko vsi pridejo in uživajo, zato nismo sklepali kompromisov in vse ohranjamo košer. Uporabljamo veganski sir in našo slanino, govejo slanino, dimimo sami, torej je vse košer in je košer. Kako imaš govejo slanino, goveji cheeseburger in mi ga pokažeš? Kako? Kako to deluje? Kako to deluje? No. Tukaj je, to je to. Osnovna. Ona je lepotica. Naša slanina je iz govedine. Dimimo jo pri nas. Naš sir je narejen na osnovi kokosovega olja. Veš, velikokrat dajo noter tofu, to ni pravi okus. In potem imaš tega legendarnega Američana. Wow, in štručke. Kako jih obvladaš? Spet ne razumejo. Povem ti, veliko ljudi je bilo res navdušenih nad magijo v bodegi. Tako, izvoli. Ja. In ti ustvarjaš čarovnijo. Kaj imamo tukaj? Razloži hrano, ker sem lačna. In že jem. To sem naredila že pred intervjujem. Torej, Mendel, želiš prevzeti besedo? Povej kaj o hot dogu. Ja. V redu, torej, to je naš hot dog. To je pravzaprav naša prepoznavna jed. In kar je smešno pri hot dogih je to, da ljudje tega v resnici ne vedo. Ameriški Judje so imeli velik vpliv na hrano. Ja. Če pogledate to, te hot dogi so se včasih imenovali Frankfurterji, ker so prišli iz Frankfurta. In potem so se pojavili ti Judje. In namesto, da bi jih naredili iz svinjine, so jih naredili iz govedine. In Jude so prinesli hrenovke, vse bejzbolske tekme, klasični 4. julij, Nathanovo tekmovanje v hrenovkah. O tem sem poročala vsako leto, ko sem delala v New Yorku. In dobesedno mi je bilo slabo, ampak je še vedno tradicija do danes. Nathanove hrenovke. Definitivno. In to je ena največjih, ameriških jedi, ki obstajajo na svetu. Ja.
In tudi, kar nas osebno tako zelo dotakne pri tem izdelku, je to, da ko hodimo po Coney Islandu, se spomnimo zgodb našega dedka, ki se je v 30 in 40 letih s kolesom vozil na plažo. Preden je bilo veliko prometa. Preden se je vse to začelo, veste, to so bili njegovi dobri stari časi. Ja. Če pogledate sliko, ki jo zdaj vidite, to je moj pradedek leta 1929 v Sohoju, New York. Če pogledate res od blizu, boste videli, da ima na jedilniku hrenovke. Takrat je že sam delal svoje hrenovke. In zdaj smo v Izraelu. To je tako kul. Toliko let kasneje. Poglej to. Ja. Dela hrenovke. Če bi le obdržal tisto nepremičnino. O moj bog. Ne vem niti, nihče ni vedel, kaj bo Soho postal, veš, stoletje kasneje. V redu, zdaj pa še razloži burgerje in žemljico, vse je narejeno z ljubeznijo in po tvojem skrivnem receptu. To je kot Big Mac, kjer ne boš izdala recepta za skrivno omako. To je za nas, da uživamo, ne da bi vedeli, kako to narediš. Približno tako. Ampak še ena stvar, ki jo moraš vedeti je, da v Bodegi delamo smash burgerje. Zdaj. Delamo samo smash burgerje, ker je to naša nostalgija. Ves čas govorimo o tem. On bi letel v ZDA. Moj oče je tudi več let delal v tehnološki industriji. Brželi ali ne, ko je Shake Shack postal zelo priljubljen, si je dal pripeljati hrano iz Shake Shacka, ker je bil na terminalu 3 Shake Shack. Je pripeljal Shake Shack Z JFK. JFK vrečke, z vrečkami. Ja. In nešteto hrenovkinih žemljic. Kot da imamo z dodatno vrečko. Tudi, s tem se moraš spopasti. Prav, in preden nam zmanjka časa, imamo tudi piščanca, imamo doktorja Pepperminta, kot kdo je pravkar praznoval doktorja? Pepperja rojstni dan, mislim, da je bil aprila. Kako star je to? K temu? 125 let stara, nekaj tazga. Wow, ja. Priredili smo rojstnodnevno zabavo in se je imeli odlično. Neverjetno. No, hvala. In jaz? Boste odprti za 4. Ja. Sobota zvečer. Tako je, absolutno. Pravzaprav ponujamo tudi komplete za hot-doge. Tako lahko svoje hrenovke pripravite doma in jih naredite na pravi način. Neverjetno, neverjetno. Tako zabavno je, da si z nami v studiu. Hvala, ker ste me povabili. Hvala obema. In ne pozabite obiskati Bodega Burger Tel Aviv. Kje se nahajate? Karlbach 14. Izvolite. Najlepša hvala vsem. Komaj čakam, da jem. Naučila sem se lekcije, da ne jem pred kamero, ker se mi običajno kaj zgodi z oblačili. Hvala vsem, ker ste gledali Jewish World Weekly. Sem Emily Francis in želim vam vesel 4. julij ter srečen rojstni dan Amerike. 250 let, dragi moji.